dal gostu, dr. Alojzu Pihanu, zdravniku, premišljevalcu, esejistu, pisatelju, avtorju številnih knjig. Sem si naredila spisek, da bi prebrala, kaj vse ste napisali dr. Pihanu, ampak mislim, da je ta vizualna predstavitev bolj zgovorna. Tako da se lahko lotiva kar vašega zadnjega knjižnega otroka, Časa nesmrtnosti. Kako ste začutili, da je zdaj čas za obravnavo te teme? V tej knjigi se lotevate velike teme, ki je posvečena tako rekoč vsa klasična svetovna literatura, smrti, nesmrtnosti, umrljivosti, na veliko različnih načinov. Ja, res, običajno, ko se lotim esejistične knjige, imam navado malo pogledati, kaj sem zadnjo leto po kolumnah pisal, ne zato, da bi kolumnistične knjige se mi zdijo nemogoče, ne? Ker kolumnistična knjiga je nekaj, kar kolumna vedno računa na bralca časopisov zadnjega tedna, kar pomeni, da kolumna vedno gradi, kolumna vedno samo pristavi lonček na vse tisto, kar je v glavah bralcev že takrat. Ne? In če bi človek delal zbirko takih kolumen, potem naletiš na bralca, ki tega nima več v glavi in zato je to izpade zelo slamnato. Ampak vendar, nekako mi kolumne, teme o kolumnah mi dajo vtis, kar pa je mene v resnici zanimalo zadnji let. In ko sem se to knjigo potem spravil pisati, sem videl, da so me zanimala predvsem vprašanja tega strahu, se pravi te panike družbene, ki se nekako širi od beguncev do epidemij, do raznih teorij zarod, se pravi ogromno se v medijih ukvarjamo z tem, česa se je treba bati, pa kako se bi tem vojaznom zoprstavili. In seveda se mi je potem sem hitro povezal pravzaprav te kolumne, ki sem jih pisal, ko sem šel zelo nazaj, so se nekako začele predvsem so se nekako končale te o strahu tam v zvezi z epidemijo norih krav pa 11. septembrom. Tako da od takrat naprej se mi zdi, da je nekako se svet in z njim seveda vsi skupaj, ker smo del tega, prevesel v neko bežanje pred strahom. Se mi zdi, da je bil prej svet bolj usmerjen v neko akcijo, od 60 let naprej bolj v neko erotiko, se pravi, odkrival je grajenje novega. V 60. leta so odkrila, da na svetu ni samo red pa pridnost, s čemer so se takrat znebili strahu pred drugo svetovno vojno, ampak so naenkrat odkrila 60. leta svobodo, erotiko in to se je najprej zdela kot ena velika revolucija, ampak potem je pa industrija že takoj v 70. letih videla, da je to en strašen tržni potencial, se pravi da si ljudje začnejo zmišljati, kakšen stil oblačenja bodo imeli, kakšne barve avto, kako bodo uživali, kako bodo šli na potovanje, se pravi, vsa ta erotika je postala za industrijo strašno privlačna in potem je naslednjih 20-30 let industrija v glavnem bazirala na privlačnosti erotike, se pravi na odkrivanju novih načinov uživanja, nove svobode, vsega tega in seveda industrija, ki je pametna, vse to pretvori v produkte in potem prodaja
nekaj, kar je bolj moderno, bolj kričeče, bolj revolucionarno, bolj tako. Ne? Medtem, ko se mi je zdelo, da je pa potem z 11. septembrom nekako, ko so se ti valovi strahu razširili po vsem svetu, je pa industrija naenkrat odkrila, kako strašno se da prodajati tudi strah pred nevarnostjo. Se pravi, in da je to pravzaprav še bolj učinkovito kot prodajanje erotkov, oziroma po pravic poveda, najbrž se je erotka v tem času že malo izpela. Ja. Se pravi, tisto, kar je bilo prej, revolucionarno, je pravzaprav postalo dokaj vsakdanje, se pravi, erotka je šla tudi v neke skrajnosti in ko erotka ostane brez obleke, potem pač ni več kam naprej. Ne? Se pravi, erotka je delovala toliko časa, dokler je imela suspens, se pravi, vsaj minimalna krpica, da je bila zanimiva. Ne? Ko pa je erotka prešla praktično do pornografskih globin, potem pa zgubi ta potencial in potem je pa pač prišla ta 11. september in se je naenkrat poznalo, da ljudje strašansko odreagiramo na nevarnost, ki v tem globaliziranem svetu grozi meni, čeprav se nekaj zgodi tam nekje na Kitajskem ali pa v New Yorku, ampak jaz takoj začnem poslušati poročila, gledati neposredno prenose, takoj imam občutek, da sem pravzaprav sam ogrožen. In in v bistvu knjiga je nastala kot analiza tega, kaj nas pravzaprav, česa se pravzaprav bojimo, ko se rešujemo pred, oziroma ne, ko se s tem, da kupujemo razne stvari, od zdravil do takih varnih slogov življenja, do tega, da do žičnatih ograjev v končni fazi. Ne? Kaj je tisto, kar nas motivira, da toliko investiramo in toliko damo za to, da se nam ne zgodi nekaj, kar se nam itak verjetno ne bi zgodilo. Ne? In zaradi tega je nastala pač zamisel, da bom pisal o pravzaprav tem bežanju pred nečem, kar ne poznamo, in to bežanje se imenuje pač na nek način iluzija, da smo lahko nesmrtni. In seveda začel sem, ker je pa smrt bolj temačna tema, ki nikakor ne gre dobro s tem, da bi se kdo za njo zanimal, sem pa seveda nujno mogel začeti z nečem, s čemer smo seznanjeni, ko mislimo na smrt. Se pravi, začel sem vedno z nekim junaškim delom, torej začel sem s poglavi, kjer pokažem, da pravzaprav lahko postanemo v resnici nesmrtni, zato ker je to na nek način dober uvod v temo o smrti. Ne? S smrtjo se ne znamo začeti soočati kar tako naenkrat. In tudi, če recimo ljudje v bolnici zvejo neke slabe novice, se tudi ne začnejo govoriti kar tako, ja, meni je pa to, dajmo zdaj se pripraviti, da ne bomo več živi čez nekaj časa, ne? Ampak tudi začnejo, recimo, ko zvejo svojci, da ima njihov bližnji, naprimer, kakšno rakasto bolezen, najprej odreagirajo na to, da vse to ni nič, bomo naredili vse, bomo poiskali vse zdravnike, bomo naredili to, da se bo v redu končalo. Ne?
se pravi, s tem, vedno se začne govoriti o smrti kot zanikanju, se pravi, s tem junaškim delom in tudi knjigo sem začel s tem, da sem pokazal, da sem eno dosti privlačno zgodbo o zamrzovanju vam potegnil, se pravi nekaj, kar se realno zdaj že dogaja in na ta način bralcev omogočil prvo petino ali pa četrtino knjige, da pravzaprav se malo čudi vsemu temu, kar je danes dejansko že doseženo. Se pravi, najprej seveda ta ideja o tem, da je možno zamrzovati ljudi, zato da to zamrzovanje, se pravi ljudi, ki so na smrt bolni, zato da potem zamrzneni, ko plavajo v tekočem dušiku, da bi počakali čas, ko je to njihovo bolezen mogoče pozdraviti. To je pač tisti ljudje, ki si pač to lahko privoščijo, ki podpišejo pogodbo za $250,000, si to lahko nekako in to podjetje obljubi, bodi si, da jih zamrznejo kot celota, celo telo, za nekaj manjšo ceno pa samo glavo, ja? Ker je nekako perspektiva, da bi ostalo, se pravi, da je glava je tista, kjer imamo spravljeno zavedanje o samem sebi v možganih, medtem ko vse ostalo je pa itak zamenljivo. Se pravi, vse ostalo, kar ni glava, so itak rezervni deli, ki pa jih že danes pravzaprav medicina v veliki meri menjuje in s tem podaljšuje življenje. Ne? Recimo zelo banalen rezervni del, ki podaljšuje življenje, naprimer kolk. Kolk je navaden kos kovine, ampak tisti, ki ima zrabljenega, tisti ne mora hoditi. In če človek ne mora hoditi, to pomeni, da mu zakrnijo mišice, da čez nekaj časa ne mora niti počasne več hoditi, da obleži. Mišice so eden najpomembnejših organov, ki jih imamo, zato ker stabilizirajo našo presnovo. Če nimamo mišič, nas vse presnovne motne strašno prizadenejo, če imamo pa mišice, pa to kot nekakšen balast prladi, kjer se lahko doživimo marsikateri udarc, bodi si zaradi prehrane, bodi si zaradi utrujenosti, bodi si zaradi česarkoli ali zaradi okužbe, pa se naše zdravje ne premakne. Se pravi, če ostanemo brez mišic, postane človek izredno krhek in ga že najmanjša okužba ali pa motna ga že spravi iz tistega ravnovesja, ko postane zelo nevarno. Ne? Torej, če človeku recimo se ne zamenja kolka, to ni samo kos kovine, ta kos kovine pomeni, da če se ga ne zamenja, človek ne bo hodil, bo zgubil mišice in en tak banalen kos kovine prehrani potem 10-15 let življenja človeku. Se pravi, to je rezervni del, ki je še kako pomemben, čeprav zgleda zelo banalno. Ja? Ampak od kolka do glave je še kar daleč in v knjigi nas seznanjate z zelo zanimivimi dosežki sodobne medicine, ampak hkrati tudi z omejitvami. Tudi z omejitvami, ki kljub vsemu napredku se zdi, da so vgrajene v samo kodo življenja. Poudarjate, da smrt ni napaka življenja, ampak da je dejstvo življenja, da je tisto, kar življenje omogoča, da smo programirani za nek določen čas, zato da se, kakor je pač primerno za vsako vrsto, glede na njen potencial. In da torej sanjarjenje o tej nesmrtnosti, ki se zdi, jo obljublja sodobna tehnologija,
Vendarle, če sem dobila pravilen občutek iz knjige, se vam zdi, da bo ostalo neuresničljivo. Je to pravilen občutek? Seveda, to niti ni, zato niti človek ne rabi biti medicinc, ampak je to že čisto preprost, bom rekel, že v primeru tega zamrzovanja je to že pravniški premislek, ne? Ker recimo ameriško pravo se z zamrzovanjem pravzaprav kaj dost še ne ukvarja zaradi tega, ker ameriško pravo se ukvarja samo z sodbami, s tistimi sodbami, ki so konkretni, se pravi s konkretnimi primeri, in je ideja, da bi sprejelo, se pravi, in je pravna teorija to, da bi sprejelo idejo zamrzovanja, torej, da bi priznalo. To pomeni status človeka, ki se da zamrzniti, človek, ki se da zamrzniti, mora v ameriškem pravnem sistemu najprej dobiti mrliški list. Se pravi, zdravnik mora podpisati, da je ta človek mrtev. Ker če ne bi bil mrtev, če bi ameriško pravo sprejelo to teorijo, da je tisti človek, ki plava v tekočem dušiku, še potencialno živ, to pomeni, da bi nastale zagate z dedovanjem. To pomeni, da bi ljudje, ki bi se dali zamrzniti, njihovi dediči bi pač ostali z dolgim nosom, ti ljudje bi pa še vedno ostali lastniki hiš, podjetij, vsega tega, kar bi povzročili potem neznosen kaos v tem svetu, kajti kmalu bi vsa podjetja obvladovali neživi ljudje in če so lastniki podjetij neživi ljudje, potem se jim ne more uprava telefonirati, kaj pravzaprav želijo narediti s tem podjetjem. In seveda je pravnikom jasno, da priznavanje te ideje zamrznitve pravno ne more zdržati in zaradi tega zahtevajo, da tisti, ki se gre zamrzniti, podpiše, da v bistvu svoje telo zapušča podjetju, ki z njim dela pravzaprav kar hoče. Torej, formalno je človek postane last tistega podjetja in podjetje ga lahko v končni fazi tudi proda. Noben ne bo tožil tega podjetja, ker itak ne bo tožnika, ker bo v tekočem dušiku. Ne? Ampak seveda, to je sam pravni odgovor na to, da se življenje mora pravzaprav končati. Biološki odgovore pa že zdavnej vemo, da pravzaprav vsaka vrsta ima programirano, v vsaki celici imamo programirano dolžino življenja in ta dolžina življenja ni, se pravi, je natančno taka, da vzredimo svoje potomce in da se potem odstranimo zato, da imajo potomci da nadaljujejo vrsto. Zakaj mora biti vedno potomc? Zato, ker se svet spreminja in ko se ena generacija navadi na svet, kakršen je, svet se medtem spremeni, razmere se spremenijo in seveda naslednja generacija, ki nastane, je bistveno bolj prilagojena na ta nov svet in če bi ostala prejšnja generacija, je to pravzaprav nekaj, kar celo vrsto potegne nazaj v izumrtje, če bi to bilo. Tako da za večino živalskih vrst, če bi podaljšal življenje za enkrat, bi vrsta propadla. In tudi pri ljudeh pravzaprav velja praktično enako. Čeprav smo ekstremno prilagodljiva bitja, ki si znamo oblikovati življenje na zelo različne načine, ampak tega, da bi nekdo v nekem trenutku ustavil staranje pa smrt, tega enostavno ne bi prenesel. Ne? In to je, se mi zdi, en zelo pomemben poudarek v vaši knjigi, tudi, da recimo vendarle se nam pa zdi, da povprečna življenjska doba se daljša, ob
Opozarjate pa, da je to pač zato, ker je umrljivost v mladih letih v razvitih družbah manjša, da pa imamo neko zgornjo mejo, dokoder lahko podaljšamo, se pravi, preživetje večine ljudi. In ta zgornja meja za človeka, maksimalni izkupiček, ki je tam nekje med 80 in 100 let. Ja, ta čisto zgornja meja je nekako okoli 100 let. Ja. To je že meja, kjer že pravzaprav, če človek doživi, redko se sploh še zaveda, da jo je doživel. Ne? Se pravi, naši možgani začnejo zapadati v demenco, to pomeni, da se v možganih nabirajo take odpadne beljakovine in tam nekje okoli 60 leta je demenca v bistvu bolezen. Se pravi, tisti ljudje, ki so dementni, imajo za to nek bolezenski razlog, torej neka nenormalnost. Medtem ko potem pa se to povečuje in pri 80 letih temu že težko rečemo bolezen. Ker je to nek proces, ki pri enem malo hitrejš, pri drugem pa malo počasnejš napreduje in je to eden od številnih mehanizmov, ki pravzaprav nam določajo to zgornjo mejo preživetja. Seveda, povprečna starost je pa odvisna od tega, koliko mladih ljudi umre. Ne? Zdaj, v zgodovini so bila obdobja, ko je bila povprečna starost že nekje pri 80 letih, ampak v omejenih populacijah. Recimo v stari Grčiji je na tistih grških otokih, kjer so relativno brezskrbno živeli in v obdobjih, ko ni bilo kakšnih epidemij, pa vojn, pa tega, so ljudje potegnili tam 70-80 let, tako kot zdaj približa. Ne? Potem tudi posamezna zgodovinska obdobja, kot je recimo stara Anglija, so plemiči tudi nekako, se pravi tisti, ki so bili lastniki posestvu in so bili preskrbljeni, imeli davke, se ukvarjali v glavnem z tem, kako loviti pa dobro preživeti. So tudi živeli tam okoli 70-80 let v povprečju. Medtem ko ti kmetje, ki so jim plačevali davke, so pa takrat živeli tam nekje okoli 40 let. Zdaj pa seveda povprečna doba vseh v Angliji ali pa v Evropi tam nekje okrog 80 let. Se pravi, da to, da se živi okoli 80 let, ni nič povprečno, ni nič posebnega, gre samo za to, da se živi tako povprečje v tem primeru, če otroci ne umirajo. Ne? Se pravi, včasih so otroci množično umirali, zdaj so imeli po 10-12 otrok, zato da so 3 preživeli. Od tega so ponavadi ne 3 umrli zaradi teh nalezljivih bolezni, ki se jih danes z cepljenjem preprečuje, ne? Se pravi, davica zlasti, potem ogromno jih je umrl, precej jih je umrl zaradi nesreč, pač otroci niso bili v vrtcih, so bili okoli in se jim grede je padel kdo v kakšen prepad, se utopil v vodi, se pravi, to je bilo zelo, ta smrtnost je bila res velika, ne? Toliko in toliko jih je postalo invalidnih in so potem niso bili perspektivni za to, da nadaljujejo tisto aktivno gospodarjenje. Tako da je bil ta refleks imeti veliko otrok enostavno del tega, ker jih je tudi veliko ni preživelo in seveda je to pomenilo zelo nizko povprečno življenjsko dobo. Je pa res, da recimo 10-15 let pa v zadnjem 50 letih prispeva k temu ta medicina rezervnih delov. Ne? Se pravi, večina povprečne življenjske dobe ni zaradi medicine. Večina je zaradi
tega, ker živimo v boljših, pa bolj varnih pogojih, pa imamo redno hranjenje, večina tega je na račun tega. Medicina nima toliko, kot si včasih predstavljamo. Ne? Ma pa recimo okoli 10 let zaradi tega, ker recimo, če kdo zboli za diabetesom, je včasih umrl takoj, ko je dobil propadlo trebušno slinavko. Od takrat naprej, ko so pogruntali, da se da iz krav iztisniti, iz krave trebušne slinavke iztisniti insulin, pa ga dati človeku, od takrat naprej so tisti, ki so dobili to bolezen, živeli. Ne? In danes je na svet tam 30-40 milijonov ljudi, ki jih ne bi bilo, če ne bi bilo insulina. Še več je, vsaj toliko je še ljudi, ki jih tudi ne bi bilo, če ne bi med drugo svetovno vojno en zdravnik na Nizozemskem skušal pomagati neki ženski, ki je imela odpoved ledvic in se je spomnil, da bi vzel črevo od ovce, s katerega so klobase delali, pa je tisto črevo zvezal z njeno žilo, ko je to kri, pa je ta podaljšek žile speljal skozi vedro morske vode in ga navezal na drugo žilo in na ta način omogočil, da je kri tekla skozi ovčje črevo, ki ga je oblivala morska voda. In to je povzročilo, da so se skozi tisto ovčje črevo, da so se te odpadne snovi filtrirale v vodo in se je na ta način kri čistila podobno, kot se v ledvicah čisti. In na ta način je nastal dializni, ko so malo premislili, je to ovče črevo so nadomestili z plastičnim črevesom, tako kot so zdaj plastične klobase, hrenovke, in je iz tega nastal dializni aparat in spet je desetine milijonov ljudi, ki ne bi živeli, če ne bi bilo tega aparata. Ne? In če damo zraven še vse te kolena, pa kolke, pa damo zraven še vse te umetne žile, se pravi vse te bypasse, ki jih naredijo, ko nekomu je manjši del srčne mišice ni več prekrvavljen, pa se mu to nadomesti. Pa če damo zraven še antibiotike, pri katerih bi skoraj petina ljudi je v življenju že bila je imela že tako okužbo, da pravzaprav bi brez antibiotika zelo težko preživela ali bi pa imeli to precejšnje posledice. Ne? In če se te stvari sešteje, potem pač dobimo kar spodobno industrijo teh rezervnih delov, s katerimi se danes pač življenje za 10 do 15 let podaljšamo v primeri s tistem, če tega ne bi bilo. In tudi številne druge industrije se lepijo oziroma, kako bi rekla, se priklopijo na to, na našo idejo, da se ne bi postarali, da je mogoče, da se ne postaramo. Če omenim najbolj nedolžno, tako, ki jo tako rekoč vsi konzumiramo, je to industrija prehranskih dodatkov z antioksidanti, ki bodo nas osvobodili vseh prostih radikalov, oksidativnega stresa naših celic, ki vodi v staranje. In vendar nam razkrijete, je to iluzija. No, seveda, kot rečeno, več od teh maksimalnih 100 let pravzaprav, ne glede na to, koliko si je medicina pa znanost prizadevala, se kaj več ne doseže. Se prav to maksimalno starost so že dosegali, ker še ni bilo medicine. In tudi zdaj se ta maksimalna starost nič kaj bolj ne presega, ko je medicina. Ne? Medicina je samo zato, da tistim, ki
ki bi dosegali manjšo starost, pomaga, da se približajo tej Konkretno sem želela vprašati, izobljamo veliko prehranskih dodatkov danes in opozarjate v knjigi, da če jih preveč, je to za telo celo škodljivo, prej kot... Ja, torej, prehranski dodatki niti niso stvar medicine. Medicina, to je pa stvar vere, da je mogoče te biološke mehanizme, ki so pač opisani v teoriji, da jih je mogoče na nek način uporabiti za to, da bomo dalj časa živeli. Ne? Medicina je skeptična do prehranskih dodatkov, ker še nikoli ni bilo dokazano, da bi katerikoli od njih kakorkoli prispeval k daljšemu življenju. So pa posledice tega, so pa posledica preučevanja mehanizmov staranja. Se pravi, ko v tej knjigi opisujem eno tekmovanje za metuzalemsko miš, to je eno zelo znano tekmovanje v znanosti, kjer mora laboratorij med sabo tekmujejo, kjer mora laboratorij prijaviti svojo miško in potem postavljajo rekord v preživetju miške. Se pravi, koliko časa bo miška živela in pri tem si lahko laboratorij pomaga s čemarkoli. Razen, ja, s čemarkoli, vse je dovoljeno in recimo najboljše rezultate dosegajo na ta način, da miške čim bolj upočasnijo pri presnovi. Zdaj, kako upočasniti pri presnovi? En način upočasnenja presnove je recimo stradanje. Če nekdo zelo strada, potem se njegova presnova upočasni, zaradi tega porablja zelo malo kisika in ta kisik, ki nam služi kot gorivo, zaradi tega zelo malo kvarja celice in zato formalno taka miška zelo dolgo živi. Seveda je pri stradanju treba paziti, da kljub stradanju laboratorij miški dajo vse tiste snovi, ki pa so nujne, zato da miška preživi, kajti stradanje je tudi najbolj enostaven način, da miško pokončaš, ne? Če bi šel v skrajno. Se pravi, laboratorij, ki zna odmerjati to količino stradanja, naredi zelo dolgo živeče miške, sem take miške praktično niso zavestne. Prav to so miške, ki živijo v takem letargičnem stanju, niti se ne zavedajo dobro, ker enostavno nimajo energije, zato pa njihova tkiva dolg časa trajajo, ne? Enako kot bi hotel podaljšati življenje avtomobila na ta način, da ga ne vozaš. Ja, se ga moraš voziti, ne? Kaj? Če ga premalo voziš, se začne okvare delati, ne? Ja, oziroma, da vozaš Ferrarija pri 30 do 50 na uro, ne? Pa v bistvu vprašanje, ima sploh Ferrarija, ne? Se pravi, če se zelo počasni presnova, se to doseže. Drugi laboratoriji počasnijo to presnovo na ta način, da miškam vzamejo hormone, ki nas delajo energične. Kar pomeni rastni hormon, ščitnični hormon, ampak posledica je spet tista, da dobimo na pol zavestno miško, ki praktično skozi spi, oziroma je v stanju, ki je podobno spanju, ki se nič kaj dosti zaveda. In to je seveda nekaj, kar podaljša življenje, ampak vprašanje, če temu lahko rečete kakšen hud. Jaz sem pa brala, da večina pač bolezni pa staranja je pač vzrok manjkanje hormonov, a ne? Ko večina ljudi ima zdaj s hormoni probleme, a ne? Bi pa prav te kontra, a ne? To se pravi, če zmanjšaš, da bi kao dlje živel, ne? Ja, če zmanjšaš te energetske hormone, to pomeni te, ki zaradi katerih smo energični in ki nam, kot recimo ščitenčni hormon. Ja, pa ni ščitenca s srcem povezana in bolj ti srce počas začne pešati, a ne, če nimaš... Ja, ščitenca, če imate manj ščitenčnega, potem zelo počas se utripi zelo zmanjšajo, ne? In kombinacija, ko v teh poskusih vzamejo
znižajo delovanje ščitnice in potem rastnega hormona, se pravi ta hormon, ki tudi omogoča, da je v celicah več teh mitohondrijev, ki porabljajo kisik. Ta kombinacija je recimo zelo uspešna pri podaljševanju življenja miške. Druga kombinacija, ki je zelo uspešna pri podaljševanju življenja, je to, da se miški uniči imunski sistem. To pa AIDS pole. Ja, sam seveda, tako miško je potem treba gojiti v sterilnih pogojih in taka miška nima vneti in vnetja ne morejo pospeševati tega uničevanja tkiv s tem, ko spet vnetje pospešuje ta kisikov metabolizem, kar pomeni, če se miški uniči imunski sistem, tudi zelo dolgo živi približno 20 do 25% dlj, kot bi ostala brez, ampak taka miška ne mora biti prosto živeča, ampak mora biti zaprta v kletki, ki je brez bakterij, kar spet ni aplikabilno na to. Se mi pa zdi to dobra metafora za strah, o katerem ste že govorili. Da pravzaprav naš strah pred vsako nevarnostjo nas sili, da živimo samo na pol življenja, na četrt življenja, da se ne izpostavljamo življenjskim izkušnjam, ker v njih vidimo potencialno nevarnost. Medtem, ko se mi zdi, da v drugem delu knjige preidete pravzaprav na to, kaj pomeni polno živeti in kaj pomeni potem biti sposoben dostojanstveno tudi izpustiti življenje. Tako da, če se mogoče zdaj malo posvetiva temu delu, ki je namenjen polnemu življenju, pravzaprav iz nesmrtnosti, preidemo v to, da ker tako ali tako ni mogoče, je smiselno živeti polno. Ja, seveda, nekak namen moje knjige je pravzaprav ravno o tem, da se prek teh junaških zgodb, kjer opisujem, ker je pač zabavno brati ta presenetljiva dejstva o medicini, kaj nastane, če se šijaš, če daš mlad organ v staro miško, ali če daš, če se šijaš en del stare miške, pa en del mlade miške, kaj pol postane, ali se tisti stari del pomladi, ali se mladi del postara. Pač te poskuse se dela in je danes že zelo jasen, kaj bi mogel narediti, da na koncu pač postane jasen, da bi mogel presaditi celo mlado telo na staro glavo, če bi šel v skrajnost. Zato se v zadnjem času v časopisih kar včas beremo v poskusih presajanja glav. Se pravi, če bi presadil glavo na mlado telo, ki bi ga vzgojil v rastlinjaku, bi tudi glava iz sive postala bolj črna ali pa bolj blond. In se pravi, iz tega junaškega dela, samo namen, da se bralec navadi pravzaprav govoriti o smrti, ne kot o nečem morečem, ampak o nečem, s čemor malo trgujemo. Ker takoj, ko z nečem trguješ, ti postane ti zbližje in se ne boji več smrti, ampak jo začne malo opazovati. Potem v drugem delu knjige pa dejansko začnem ločevati, ko bralca ni več strah, ker ima bom rekel, ker mu dam vsaj malo tega loterijskega upanja, se pravi, tako kot nekateri srečke kupujejo, ne zato, da bi zadeli, ampak ker jih to nekako drži v nekem upanju. Se pravi, takrat, ko plačajo listek, v bistvu že plačajo ceno za to,
veselega za ta občutek v bistvu ne kupujejo dobitka, ampak kupujejo suspens dožrebanja. Ne? In ko bralc isto do smrti vzpostavil ta odnos, da je pač to nekaj, s čemer se na nek način da, v kar se na nek način da zazret, pa malo raziskovati, kaj to je. Ne? Takrat pa predvsem želim vzpostaviti razliko med strahom, se pravi med tem, kaj je smrt kot družbeni strah, se pravi tist, katerim trguje družba, in pa kaj je smrt kot ena osebna izkušnja, ki jo jaz kot, ki nisem umirajoči, pravzaprav nimam in se jo nimam kaj, in se ne morem bati, ker to ni moja osebna izkušnja. Moja osebna izkušnja s smrtjo je ta družbeni strah, ki mi ga je družba usilila za to, da lahko z mano trguje in da mi prodaja strah. Medtem ko tista izkušnja s smrtjo, ki jo pa dajo skozi ljudje, ki so na tem, da v resnici umirajo, ta izkušnja je pa čisto osebna izkušnja in bistveno pri tej izkušnji je, da se jo ljudje okoli njih, da jo sprejmejo kot neko novo izkušnjo. Prav, če nekdo doživi slabo diagnozo, je bistveno to, da se njegovi sorodniki pa bližnji ne ustrašijo tega kot te družbene smrti in ne skušajo potem odrinjati možno, se pravi, to možnost oziroma kar verjetnost, da bo človek umrl, ne smejo sorodniki zaradi tega, ker se bojijo tega družbenega straha, jo ne smejo potiskati stran in trepljati bolnika po rami pa reči, se bomo našli zdravnika, ki te bo rešil. Ker na ta način človeka pravzaprav ignoriraš. Človek pri sebi dobro ve, kaj je z njim, ti pa kot sorodnik mu ne dovoliš, da se on to s tabo pogovarja, ampak mu želiš eno drugo zgodbo dati, ki pa jo on ne doživlja kot realno. In zaradi tega so silno pomembne te, ampak seveda to ni, bom rekel, krivda sorodnikov. To ni krivda nobenega človeka, ker ljudje smo pač taki, da znamo tisto, česar se naučimo. In če se nečesa ne naučimo, potem še noben ni znal plesati, preden ga nekdo ni naučil. Ne? Kar pomeni, da ko se danes srečamo smrtjo, ni tako kot včasih, ko so se na vasi trenirali v doživljanju smrti, ker je pa smrt med njimi, ker je vsake toliko časa nekdo umrl, ker je bilo tist mrlič je bil prisoten, pa so ga hodili obiskovati, pa so se ob njem zbrali. Ne? Danes je smrt stvar sanitarne službe. Ne? Nekdo umre, se ga takoj odstrani in pravzaprav otroke se sploh ne seznanja s tem in kar pomeni, da se tisto učenje obnašanja ob smrti zreducira na une pol ure obreda na žalah. In to je vse, kar se ima. Se pravi, ta obred na žalah je čisto v redu za neke oddaljene prijatelje, ko se pa na tem znajde konkretno svojc, pa je to tvoj človek, pa ta šola ni zadostna. Zato je za šolanje o bolniku, zato je zelo dragoceno to gibanje hospic, ker to so pa ljudje, ki so kot prostovoljci pripravljeni izšolati tiste sorodnike, ki se prvič srečajo s takim problemom, da bi se lahko pogovarjali s človekom
tako kot on doživlja, ne tako kot bi mogel doživljati, da ne bi bil noben okrog vznemirjen zaradi svojega strahu zaradi tega tabuja smrti. In ti sestanki, ki jih naredijo ti ljudje z hospica, pa zadnje čase tudi osebje v bolnici, ki je strenirano za to paliativno oskrbo. Ti sestanki so pravzaprav, njihov namen je pravzaprav samo to, da se lahko, da se tisti, ki umira, pa njegovi sorodniki več ne bojijo drug drugega. Prav, da so lahko drug ob drugem in se obnašajo enako naravno, kot so se včasih, ko so bili v dnevni sobi, pa so bili ob jaseljcah ali pa so televizijo gledali. Se pravi, ne rabijo se ne vem kaj pogovarjati, sem toliko se mora navaditi dejstva, da nekdo umira, da se ne odrivajo, se pravi, da tisti, ki je zdrav, ne odriva bolnika v razmišljanje, da se bo on boril. Se pravi, bolniku se enostavno je utrujen in se mu počas gubi voljo, da bi sledil nekemu svojemu sorodniku, ki ga kar naprej poriva v akcijo, kaj treba še narediti, pa kjer preiskave, pa da bo on zrihtal tega zdravnika, pa unga zdravnika. In ta količina energije, ki jo ima bolnik, več ne zmore tiste akcije, s katero njegov sorodnik želi potisniti realnost bolnika stran in se hoče dobro počutiti v tem svojem zanikanju bolnika. Zaradi tega se pravi, da se pač enostavno dovoli bolniku, da doživlja tisto, kar on v resnici doživlja, in to je nekaj, o čemer kvečem bolnik lahko poučuje zdravega, ne pa obratno, ja? Ker je bolnik edini, ki ima s tem izkušnjo, ne pa da ga inštruira nek sorodnik, ki pravzaprav s svojimi inštrukcijami želi samo sebe zaščititi pred strahom, ki ga ni predelal, in je pravzaprav ta družbeni strah pred smrtjo. To je bil predvsem namen tega drugega dela knjige. Dostojanstveno umiranje je čas za umirjanje, ne? Bi lahko rekli, čudovito pišete tudi o tem tabuju na eni strani in osebnem doživljanju smrti na drugi strani. V resnici umirajoči brez veliko miru in človeške opore težko razloči tisto, kar je njegova trenutna avtentična smrt, od tabuizirane smrti, ki se jo je navadil dojemati kot zmanipulirano družbeno bitje. Težko razloči med osebnim mirom, v katerega se smrtjo potaplja, ter med naučeno in zdresirano grozo tabuizirane smrti. Ja, to se pravi. Kot rečeno, vsaka stvar v življenju zahteva učenje. Ne? Pri nekaterih stvarih nam je to jasen, ko gre za matematiko, pa za biologijo. Pa recimo, ko sem prej omenil, pri plesnih vajah tudi še. Pri nekaterih stvarih nam pa to nekako ni jasno. Se nam zdi, da so stvari same po sebi in da ne rabijo učenja. Ne? Ampak pravzaprav v resnici pa vsako stvar samo ponavljamo od... Ljudje smo zelo... Naša kultura je tako kompleksna, da smo pravzaprav, ko se prvič srečamo s čemarkoli, se ne moramo zanašati na svojo ustvarjalnost. Ampak moramo najprej se naučiti to, kar so drugi že dali skozi, ne? Ampak pri nekaterih stvarih se nam to enostavno ne zdi. Posebej pri tistih stvarih, ki so tabuizirane, ne? Prav, enako, kaj se vem, enako se nam zdi v bolj čustvenih zadevah, ne?
isto bi mogli pravzaprav učiti otroke, kako kot fant jokat in kako kot deklica. Ja, se obnašati, kako se obnašati do sebe, kako se obnašati do punc in obratno, ne? Ampak te stvari, ker so pač v nekih tabujih, se nekako porine posamezniku in na nek način nastane vtis, da to vsak zna. Kar mora znati. Že kar od rojstva. Pa vemo, da so potem najhujše šole ravno to, ker to ni res, ne? Tudi zdravniki ste najbrž dostikrat v precepu med svojci in tem, kar svojim strokovnim znanjem in svojimi izkušnjami veste, da bi bilo dobro bolnika. Prej ste omenjali, da je najslabše, kar lahko svojci storijo, da zaradi svoje lastne panike, svojega lastnega strahu, bolnika pretirano terjajo v to, silijo v to, da naj bi se boril, čeprav ni več nobenega upanja, recimo. In se potem uvajajo tudi lahko zelo agresivni postopki od nepotrebnih operacij do številnih medicinskih postopkov, ki bolj podaljšujejo vegetiranje kot dejansko življenje. Pa tudi opozarjate, da recimo umiranje od okužb v času starostne krhkosti je nekaj, kar bi se zgodilo, če ne ena okužba, pa neka druga okužba čez 14 dni. Torej, da je iluzija, da je človek umrl tega in tega iluzija mrliških listov, tako pišete. Ja, seveda, na eni strani seveda imamo v medicini vedno neke protokole, kjer je treba napisati, zakaj je nekdo umrl in če je en star človek umre zaradi pljučnice, se pač napiše, da je bila pljučnica, ne? Sam dejansko to ne pomeni, da ta človek ne bi umrl, če ne bi bilo tiste bakterije, ki je prišla v pljuča. Bi pa čez 3 dni ali pa čez en teden umrl zaradi ene druge bakterije, ki bi isto iz ust prišla v pljuča. Se pravi, ko se enkrat ta tkiva tako utrudijo, so enostavno taka, da je star človek postane to krhek, da ga pravzaprav, zato imamo izraz zadnjih 10-20 let kot krhkost starostna, ne? Oziroma kot zdravstvena krhkost. Se pravi, to je nekaj, kar pomeni, da ima človek precej funkcij tako na robu rezerve, da pravzaprav, če ga že mala stvar, naprimer, krhek je nekdo, ki ima srce sam še toliko, da sedi, pa počas hodi. Nekrhek človek ima, njegov srce je zmožen tega, da poveča črpanje za 5-krat ali pa 10-krat, takrat, ko rabi iti po stopnicah ali takrat, ko rabi iti na kakšen hrib. In tak človek pravimo, da ima rezervo srčno, ko pomeni, da v mirnem času črpa, kaj se vem, nekaj litrov, takrat, ko pa rabi, pa to poveča za 5-krat ali pa 10-krat. Medtem ko srčni bolnik pa velikrat zmore samo še to, da sedi ali pa leži. Če bi pa mogel povečati utripe srca toliko, da bi šel po stopnicah, je pa že bolečina, zato ker srce enostavno več ne zmore. In zdaj, tak človek, če sedi, ni bolnik, ne? Če bi pa mogel iti po stopnicah, je pa pravzaprav bolnik, ker ima težave. Ampak seveda, če ta človek dobi potem neko gripo, ki razširi žile, taka gripa pa v mirovanju, tudi ko leži, zahteva, da bi srce prečrpal 3-4-krat več. In zaradi tega potem tazga človeka brez te rezerve v delu srca ga pač en prehlad ali pa ena gripa mimogrede spravi recimo do infarkta. Medtem ko človek, ki pa ima rezervo, ga pa seveda ena gripa ne bo
ne bo spravila, ker tak človek zmore še 3-krat več, kot pa ena gripa poveča pretok krvi. In če se človeku naberejo te krhke funkcije druga za drugo, da jih ima več, ne, da nisem srce, ampak so tudi mišice, ko sem govoril o presnovi, pa so recimo tudi jedra, ki delajo sem še toliko, da lahko riž jemo, takoj, ko bi pa kakšno težjo hrano bi pa že bilo pa že narobe, ne? Se pravi, ko se nekaj teh, ko se ta veriga krhkosti podaljša v več členov, potem je seveda zelo pričakovano, da bo slej, ko prej prišla neka obremenitev, zaradi katere bodo členi začeli pokati in takrat gre potem hitro navzdol. In zato seveda v zvezi s tem v knjigi se jasno, ker gre knjiga o smrti, se pa lotevam tudi teh tem, o katerih bi bilo treba razpravljati, se pravi evtanazije, pa pomoči pri samomoru, no, ki je v nekaterih državah pač obstaja, v drugih ne. Zdi se mi pa pametno, da se vse družbe o tem pogovarjajo. Se pravi, to niso zadeve, o katerih ne bi odločali zdravniki, ampak so to zadeve, o katerih mora družba odločati. Se pravi, zdravniki nimamo pri tem nič besede praktično. O teh stvarih se je treba pogovarjati in kakor je pač družba v določenem trenutku in razvoju kakršnakoli stališča oblikuje, to je pač tista družbena realnost in to večina ljudi v družbi potem tudi najbolj naravno sprejema. Ne? Se pravi, ni tukaj nekih absolutnih vnaprej danih resnic, ampak tako kot za večino stvari velja, tako kot če se pogovarjamo, pa se nekaj dogovorimo, je to verjetno tisto, kar je najbolj sprejemljivo, vsekakor pa bolj, kot da eden iz svoje glave nekaj ukaže, drugi se naj pa temu prilagajajo. In to, kako odprto smo sposobni govoriti o smrti, pravite, je kazalnik stopnje demokratičnosti družbe. Pišete, tabuizirana smrt je naučen občutek strahu, ki naj človeku v primernem času zapre usta in zaveže jezik. Gre za tipično doživljanje separacijske tesnobe, namenjene družbenemu manipuliranju živih in zdravih. Zaradi ukleščenosti v to vrstne smrtne tabuje živi in zdravi ljudje leta in desetletja nedejavno molčijo in ustrajajo v izkoriščevalskih delovnih in političnih odnosih, v nerazrešenih družinskih dramah, ob tem pa niti ne upajo izreči svojih lastnih občutkov, v katerih bi prepoznali nasilje in zlorabe takoj, ko bi jim ubesedeni prišli iz ust. Tabuizirana smrt je orodje, s katerim kolektivistične družbene fantazme povozijo osebne občutke posameznika, da se trpeče, a brez ugovorov podredi kolektivni volji. V nasprotnem primeru mu grozi namišljena fantazma smrti. Pri tem je strašljivost smrti, ki se je boji, natančna kopija njegovega lastnega nelagodja in trpljenja, ki ga doživlja, ker v strahu pred smrtjo zanikuje samega sebe. Ja, bolezen pa smrt sta pravzaprav že od stare zaveze naprej, od prvih družb. Stara zaveza je samo model ene prvotne nekega plemena, ne? Je pravzaprav že od nekdaj so družbe urejale odnose znotraj družbe na ta način, da so kontrolirale poleg spolnosti, da so kontrolirale smrt in pa bolezen ponavadi tudi, ne? Prav bolezen je bila navadno dana
od zgoraj za neposlušnost v družbi. Ne? Zato bolezen, zato imamo še danes probleme s tem, ker bolezen velika še vedno dojemamo kot grešno. Ker bolezen je bila skozi vso zgodovino, pravzaprav vključno s kugami, na nek način označena kot kazen za grešnost. In bolnik je bil izločen iz družbe in smrt je bila tudi se pravi, in če se nekdo prekršil družbenih pravil, je bilo že od stare zaveze naprej navada, da se tega človeka izloči. Prav stara zaveza kamenja lastne člane. Ne? Prav stari zavezi ni, čeprav imamo zapoved ne ubijaj, ampak ta ne ubijaj pomeni samo ne ubijaj lastnega plemena. Zapoved ne ubijaj nikoli ni pomenila ne ubijaj človeka kot človeka. Ne? Vedno je pomenil, da se ne sme ubijati ljudi znotraj skupnosti, zato ker osnovno lepilo, ko nas drži skupaj, je vedno solidarnost znotraj skupnosti. Se pravi, ti ne smeš prizadeti drugega človeka, ki živi s tabo, zato ker na ta način razpade potem skupnost. Medtem ko starozavezna plemena pa so absolutno imela zelo dramatične zakone, kako je treba pobijati vse druge, ki niso del tega plemena. Se pravi, v stari zavezi ne ubijaj pomeni ne ljudi iz istega plemena, absolutno pa so imeli, koliko je treba pobiti predstavnikov drugih plemen, imeli so zelo pravila, čim bližja so bila plemena, bolj jih je bilo treba iztrebljati. Pri sosedih je bilo treba iztrebljati vse od moških, žensk do otrok, medtem ko pri nesosedih pa je bilo že dovoljeno držati otroke, pa ženske, pa sa moške pobiti, zato ker seveda sosed je bolj navaren vedno kot pa nekdo, ki ni sosed. Ne? In potem se je pa seveda pojavila težava, če je nekdo prekršil kodekse plemena, kaj z njim narediti, ne? Ker po eni strani se ga ne sme prizadeti, ker to ruši solidarnost znotraj nas, ker če nekoga v familiji v končni fazi zelo, če prekrši neko pravilo, tudi si vemo, ko smo starši, ne moreš ga, ne vem kaj narediti mu, zato ker potem ni več familije. Ne? Zato je potem stara zaveza izumila kamenjanje, se pravi, zato je stara zaveza izumila, da se človeka najprej ekskomunicira iz plemena, kar pomeni, da se ga postavi zunaj zidu plemena in potem se vanga meče kamne. Se pravi, ampak tisti človek takrat, ko je izgnan iz plemena, že ni več del plemena. Se pravi, najprej treba človeka potujčati, se pravi, če nekaj narobe naredi, ga je treba najprej odstraniti, narediti iz njega tujca, potem pa za njega veljajo isti zakoni kot za vse zunaj plemena. Se pravi, se mu naredi prej uslugo, če se ga kamenja kot pa ne. Pa ni v Bibliji lepo reklo, ljubi svojega sovražnika, kako samega sebe. A ni to zanimivo? To je pa kasneje pa je pa prišel Kristus, ne? In on je pa rešil, ja, potem je nastal pa Kristus je pa seveda pa rekel v Novi zavezi, da ni več mojega plemena, pa drugega plemena, ampak da smo vsi otroci izga Boga. Ne? Če si otrok izga Boga, to pomeni, da si brat med sabo, kar pomeni, da ni več teh lepih medplemenskih
odnosov, ki lahko nekoga ubiješ, čuvaš pa sem svoje, ne? Ampak potem pri tem pravilu Kristusovo je pa ravno nastala zadrega, kaj narediti z grešniki, ne? Ker če nekdo znotraj familije pa naredi neko hudo zadevo, potem se ga več ne da ubiti, ker bi s tem rušil človeško skupnost. Zaradi tega je seveda Kristus mogel nujno potem odvesti odpuščanje, ne? Se pravi, odpuščanje pa je nujna posledica tega, da ne sme, da se pravi, če nekdo nekaj slabega naredi, ni prav, hkrati, ker je del familije, ga ne moreš po starozavezno ubiti, ampak mu je pa treba odpustiti. Samo odpuščanje pomeni izključno to, da lahko še vedno ostane kot del familije, ne pomeni pa, da mu ni treba plačati cene za tisto, kar je narobe naredil, ne? Se pravi, odpuščanje ni popust, ampak je samo dovoljenje, da potem, ko poravna račune, ki jih je dolgove, ki jih je naredil, da ostane še vedno del. Se pravi, da ves čas človek ostane, da se ves čas zavedamo, da smo vsi del iste familije, ne? Sem seveda to ne pomeni, da če si nekdo uniči za, ne vem, če nekdo pol hiše razruši, da reče samo oprostite, pa smo pozabili vse skupaj, ne? Mora pač to škodo popraviti, ne? Ampak ne zasluži pa, da bi ga ekskomunicirali zaradi tega, če to je pač razlika. Vaša knjiga je izjemno tematsko bogata in tudi, ko sem pripravljala vprašanja, sem rekla, joj, to bi bilo pa kar za par dni, ne samo za en večerni pogovor. Bi pa želela vključiti še eno reč, namreč, kako živeti, da nas vprašanje umrljivosti, vprašanje minljivosti pravzaprav postavlja pred vprašanje dobrega življenja. Kaj je dobro življenje in kako živeti življenje, da bomo nekoč zatisnili oči v mirno. Namesto 10 božjih zapovedi, vaša knjiga vsebuje 10 točk, ki jih poimenujete program prijaznosti do sebe. In vključujejo na prvem mestu telesni napor, kot se pravi športno aktivnost, kot najučinkovitejši ukrep za čim bolj zdravo življenje, ne? No, to je v tistem delu, ko se pravi, v prvem delu začnejo si to fantazmo zamrznitve, ne? Potem v naslednjih poglavjih to malo spuščam, ta pritisk, se pravi z rezervnimi deli, pa z temi sredstvi, ki naj bi malo podaljšvala življenje, kot bolj kemična sredstva. Potem pa tisto spustim do te realnosti, ne? In realnost je pač to, da seveda človek na nek način mora skrbeti za ta svoj dar, ki nam je dan kot telo, ne? Zato, da pač lahko živimo to življenje, ker brez skrbi za to svoje telo enostavno tudi tega življenja v nas ne more biti. Smo pač nastali kot biološka bitja in ni tukaj nekaj dvomov, kako je treba. In zato seveda začenjamo vedno, tako kot tudi v duhovnosti, no vse zadnje, se vedno začenja od tega, kar je naš temelj, ne? Preden se potem dvigamo nad telesno. Na drugem mestu programa prijaznosti do sebe
je življenjska poklicanost in smisel, potem na 3. izbiranje in meje svobode, na 4. smisel in religija, na 5. ljubezen, na 6. življenjsko ravnovesje, na 7. potem spanje, 8. točka je poklicno in drugo delo, 9. hobi in 10. izogibanje odvisnosti. Zanimivo v bistvu od teh telesnih zadev, na prvem mestu torej telesni napor, potem 7. spanje in pa izogibanje odvisnosti. To je v bistvu ključne stvari, ki jih lahko naredimo na ravni telesnega zdravja. Ostale se pa tikajo že osebnostnega duhovnega. Te stvari sta že spanje, pa to sta že po odvisnosti, to sta pravzaprav že to sta že simptoma. Se pravi, če bi te prve točke primerno izpolnili, potem do motenj spanja ali pa do odvisnosti niti ne pride. Ne? Se pravi, to je že bolj alarm. Ne? Se pravi, to je že nekaj, kar je narobe, ampak se mi zdi, da danes mnogo ljudi ne da ne spi samo zaradi motenj spanja, ki so seveda tudi pogoste, ampak tudi zato, ker se nam zdi, da za spanje nimamo časa. Zdaj, če smo kopri to po svojem telesu, potem se o tem sploh ne bi sprašvali, ne? Ker če ima človek, če zna poslušati sebe, pa da je socialno toliko neogrožen, da se mu ni treba v tej ogroženosti aktivirati za nekaj, kar noče, potem ne more, potem težko pride do občutka, da bi mislil, da nima pravice spati takrat, ko je pa zaspan. Ne? Recimo v Ameriki se mi zdi, da ljudje spijo že manj kot 6 ur v povprečju, v Sloveniji tudi se je spustilo pod 8 ur, zato sem vas želela posebej kot zdravnika vprašati, da nam prepišete spanje na recept, ker se mi zdi, da kot družba to tudi potrebujemo. Čeprav mislim, eno so tako, zdaj spanje, če nekdo ne spi, dejstvo je, da praktično ni res, nekako študije kažejo, da ni res, da ljudje ne bi imeli časa za spanje. Ne? Seveda, če nekdo gleda televizijo do 2 zjutraj, potem pač ne mora spati to, kar je treba, to je njegova izbira, ne? Da gleda televizijo. Kar se tega, da nimajo časa tiče, je pač v nekaterih okoljih moderno to govoriti. Ne? Imate pač predele Amerike, zlasti mestne, tam okoli New Yorka, ki pravzaprav ne smete reči, da ima, ko se pač pogovor začena, da je tako divjo vse skupaj, pa da nimam časa, pa da... Ampak to je način komunikacije, ne? To v resnici ne pomeni, da ljudje nimajo časa, ampak to sem pomembno govoriti, da tako hitijo, da nimajo časa, da zgleda, da so tako zaželeni, pa tako zaposleni, to je pač del... del nekih navad, ne, ki jih imajo. Ne. V resnici pa vsi, ki se števajo, ne glede na to, ali pri nas itak, pa tudi pri drugih narodih, ki se števajo, koliko ljudi efektivno delajo, pa to sploh ne pride tako. Jaz sem slišala, da v Ameriki imajo kakšni po 3 službe, pa še nimajo dosti znanja, mislim, kakva demokracija je to, to je groza. Sem brala v eni punci, da je imela 3 službe, toliko je bila utrujena, da je kar zaspala že v družbi, potem je pa umrla, ne, vsega hudega, ne, tudi za pogreb ni imela. Mislim, kakva demokracija je to, da delaš 3 službe, pa ne zaslužiš za pogreb. Ja se ne reči, to je stvar demokracije, to je pač stvar, da se nekdo toliko napumpa, da je to pač potrebno delati, ne. Vse v resnici... Vi imate pač srečo, da živite svoje sanje, ne? Koliko ljudi pa recimo ne dela tega, kar ga veseli, ne? Pa se zaradi tega prej umre, pa prije do bolezni, ne? To je pa tudi grozno. No, že, ampak gledajte, če nekdo v Ameriki, ki hoče iti iz svojega okolja na vsak način v New York, zato da bi tam hodil na igralsko šolo in ker si ne mora
to igralsko šolo plačati, gre tam v zabavišče, da tiste karte, striže pa potem, ker ima slučajno te spretnosti še otroke, uči plesati, pa potem, če mu to ne gre, ima pa še v kakšnem lokalu streže, ne. Zdaj, odvisno od tipa človeka, če nekdo tak energičen, poln adrenalina, mu v mladih letih to enostavno paše in bi bilo nesmiselno, da se nam smili, ne? Ja, pa če umre, pa človek očitno pol je to bilo pretirano, ne? Jaz zdaj vprašanje, mogoče je avto povozil. Ne, ona je od pretiranega dela, od izčrpanosti pač, da so pol odkrili, v mladini je bilo to, ne? In ona je bila iz Evrope in je sanjala v Ameriki kot deželi svojih sanj, se tja preselila, potem je mogla pa delati kot če vražvina, ne? Da si je plačala tiste najmine pa to. So presanje nekoga. Ne, ko mi zdaj drsimo v to ameriško steno, je katastrofa. No, ampak to je bil, če je to delala brez, da bi, mislim, pri sanjah je fajn, da človek ve, kaj so njegove sanje, ne da velikrat ljudje nimamo predstav o tem, kaj konkretnega bi delali, ampak smo navajeni tega suspenza, da darilo pride po tem, ko se nečesa blazno odrekaš, ne? To je pogosto vzgojno obrazac, ne? In zato je nesmiselno, da greš nekam, kjer si ne urediš stvari in se potem v New Yorku, kjer so najdražje cene vsega, potem garaš kožvina, da si zagotoviš enako preživetje, kot bi ga nekje v Kaliforniji naredil sam tako, da pri bazenu malo počuvaš. No, sem Melanija Kravce je pa dobro znajdla, ne? Vidim, da ste zelo živahna publika, bi kar odprla še za vprašanje. Vse poznamo civilizacije, ki so, recimo, stari ljudje pač odšli umreti. Ko sem čutil, da je pač to, mislim, to se mi zdi, kdaj in kakšen mehanizem je bil upeljan in kdo ga je upeljal. Mehanizem, ki je počasi, mislim, nas ločil od osebne smrti in nam privzgojo ta strah oziroma tabu. To je ena stvar, ki me zanima. Mehanizem je vsekakor urbanizacija, ne? Se pravi, urbanizacija zahteva... Še kaj drugega, ne? Ja, ampak eden od teh glavnih, ne? Se pravi, urbanizacija zahteva, da imaš ti, se pravi, da je človek zaposlen cel dan, kar pomeni, da mora imeti svoje stanovanje, da mora biti tisto minimalno familijo, se pravi, ne več neke klanovske, sorodstvene povezave, kjer se smrt, kot je na vasi, kjer se smrt stalno dogaja, ampak mora živeti mora imeti strašno programiran čas, mora outsourcati praktično, kot se temu moderno reče, vse, celo osebne funkcije. To pomeni, da nekdo, ki umre, ne mora ležati v hiši na parah, ampak ga mora prevzeti sanitarna služba, da naredi, tako kot bolnik seveda ne leži več doma, ampak gre takoj v bolnico in onemogel človek, ostarel, ni v domači oskrbi, ampak se ga da v bolnico in potem direktno v oskrbovalni dom. Se pravi, ta urbanizacija nekako predpostavlja, da se od človeka, da ima človek toliko splaniran čas, da si ne more prvoščati nič drugega kot izpolnjevanje svojega delovnega plana. To pomeni zjutraj vstati, peljati otroke v šolo ali po vrtec, iti v službo, delati tam, pridati ob 6 nazaj domov, potem pa itak ostane energija še za
kaj pojesti, pa televizijo pa spati. To ni urbanizacija, so v Atenah imeli tudi živeli urbano. Ja, ampak tako, pa so imeli pravno odnos do smrti s Sokratom, ne? Ja. Pravno, da ni to samo, ne more biti to samo urbanizacija. Ni No, to stvar živeli. urbanizacija plus ta optimizacija, ki jo naredi, bom rekel, kapitalizem za eno besedo, ki jo naredi, ki pač optimizira vse procese do in človeka pač postavi v to najbolj racionalno vlogo, ki je mogoča, ne? Z njegovo vlogo, z njegovim časom. In potem tukaj ni prostora, sej še bolj tragično je, ker ni prostora recimo v tej naši družbi za ljudi, ki ne za tiste sam, ki umirajo, tistih itak že zaradi strahu ne maramo pri sebi, ne? Ampak tudi vsakega človeka, ki malo odstopa od teh pravzaprav diskriminacija suboptimalnih ljudi ni bila še nikoli tako huda, kot je v naši družbi. Včasih, če je bil nekdo suboptimalen, je na vasi še vedno čisto redno funkcioniral. Je mačkan manj delal, mačkan manj krompirja skopal, mačkan počasnejš komuniciral, ampak niti niso govorili, da je kaj posebnega. Je bil pač malo bolj počasen, nič drugega. Danes taki ljudje se takoj ekskomunicirajo, ker takoj, ko človek ni zmožen tistega programiranega zaslužka, zapovednega zaslužka, se institucionalizira, kar pomeni, se ga da na stran in se z njim ukvarjajo potem profesionalci, kar pomeni, da je ti človek postane popolnoma pasiven, se pravi, izključen iz družbe in to je zelo velik del ljudi, mnogo večji, kot pa je bilo včasih, čeprav se dojemamo kot družba, ki je bolj vključujoča, ampak glede vseh ljudi, ki imajo, kot rečemo, posebne potrebe, smo pa absolutno izključujoči. Čeprav vsi rečemo, da sicer za njih več naredimo, zato ker profesionalno za njih skrbimo, ampak v resnici je drug vidik tega, da jih dejansko izključimo iz